Torej, začenjamo še zadnji programski sklop. Doživeli smo, kot vidite, rahel osip, ampak to je pač usoda dogodkov, ki trajajo toliko ur, pa niti ni toliko ur, preveč odmorov imamo in preveč priložnosti za oditi. Ampak vsi, ki ste ostali tukaj, hvala za zvestobo, hvala za vaše zanimanje, kajti ta programski sklop bo tudi super zanimiv, tako kot prejšnja dva. Slišim, da ste zadovoljni z vsebinami, govorci, tako da samo še v tem duhu nadaljujemo. Mi si vedno želimo, ker delamo za ljudi, srečati ljudi. In idealna situacija bi bila, da bi zdaj tukaj imeli vsaj enega, dva, tri udeležence, glas učečih se o tem na Andragoškem centru, pa še marsikje veliko pišemo, veliko razmišljamo, še več bomo v prihajajočem velikem projektu na temo ozaveščanja, ampak danes žal teh udeležencev, vsega tega, o čemer smo danes slišali, nimamo tukaj. V prihodnje torej, mogoče še v sklopu Evropskega leta spretnosti. Imamo pa za začetek dva predstavnika iz gospodarstva, kar je tudi redek pojav na našem kolokviju vsekakor. In smo zelo hvaležni gospej Mateji Tičar, ki predstavlja Krko, tovarno zdravil, naš veliki ponos in drugi veliki ponos, Mlinotest, gospod Simon Ušaj. Gospa Mateja, predajam vam mikrofon za vaš prispevek. Izvolite. Dober dan, pozdravljeni. Jaz bi vam danes želela predstaviti, kako izgleda izobraževanje pa razvoj pri nas v Krki, kaj vse počnemo, s čim se ukvarjamo. Jaz delam v izobraževanju in razvoju kadrov, to je del kadrovskega sektorja. Pri nas verjamemo, da karierni razvoj je sestavina večjih delov in sicer en teh je osebni razvoj. Pod osebni razvoj pa smatramo vedenje, spretnosti, kompetence, tudi sposobnosti, tudi naša prepričanja, vrednote, se pravi vse, kar sestavlja nas kot osebo. In zelo pomemben del je tudi strokovni razvoj. Verjamem, da povsod v vseh sistemih, v vseh podjetjih je to velik del, se pravi konstantno spremljamo, kaj je novega na strokovnih področjih, se tam izobražujemo, usposabljamo in pa tudi delovni razvoj. Delovni razvoj pa pomeni, da se vsi mi, ki delamo, soočamo z nekimi nalogami, ki nas spodbujajo, motivirajo, da se razvijamo, da smo še boljši, ki omogočajo, da napnemo te naše mentalne mišice, pa da poskušamo se iz tega naučiti čim več. Kako razvijamo sodelavce? Imamo več različnih načinov in sicer mi o sodelavcih razmišljamo že pred samo zaposlitvijo in sicer v obliki štipendiranja. To je za nas zelo pomembno, tako da jih tudi na ta način spoznavamo naše bodoče sodelavce, ki prihajajo na trg. Potem jih povabimo tudi, da se udeležijo Krkinih nagrad. Tukaj lahko dijaki, študentje na dodiplomskem, podiplomskem študiju delijo z nami svoje raziskovalne naloge, seminarske naloge in pa tudi doktorski študentje lahko predstavijo svoje dizertacije. Ko so sodelavci zaposleni, imamo pa več različnih oblik in sicer recimo tukaj imamo individualne oblike razvoja sodelavcev. Ena zelo pomembna je letni razgovor, ki ga pri nas imenujemo kar Krkin razgovor oziroma pogovor, pomeni pa dialog med nadrejenim in sodelavcem. Zakaj je to pomembno? Zato, ker si lahko v tem času izmenjata povratne informacije, kako vidita en drugega, kako je bilo delo v preteklem letu opravljeno, kakšni so cilji za naprej, kakšne so potrebe po razvoju. Tako da tole je ena taka zelo pomembna informacija, ki krepi sodelovanje, krepi pa tudi vlogo vodje. Se pravi, vodja se lahko prek teh povratnih informacij, ki jih dobi, zelo izboljša oziroma zelo razvije. Potem imamo razvojni pogovor. Razvojni pogovor pa je orodje strokovne službe. To pomeni, da se sodelavci iz izobraževanja in razvoja kadrov pogovarjamo z sodelavci iz drugih enot in skušamo zvedeti, kaj je za njih pomembno pri delu v Krki, kakšne so njihove močne točke,
kje so njihove ambicije, kako jih lahko podpremo, dobijo pa tudi povratno informacijo glede svojega osebnostnega razvoja. Uporabljamo tudi coaching. Coaching uporabljamo tako interni kot zunanji. To pomeni, da interni coaching uporabljamo med različnimi moduli izobraževanj. Zunanji coaching pa uporabljamo kot orodje razvoja, celostnega razvoja sodelavcev. Potem imamo dve obliki mentorstva, in sicer takšno mentorstvo, ki ga najbrž vsi poznate, se pravi ob novih zaposlenih imamo tak zelo sistematičen mentorski načrt in pa mednarodno mentorstvo. To pa pomeni, da sodelavce, ki jih zaznamo kot zelo perspektivne oziroma ki imajo zelo velik potencial za razvoj, jih želimo še dodatno podpreti, in sicer tako, da jim omogočimo sodelovanje z našimi izkušenimi sodelavci, ki so pa lahko tako iz Slovenije kot iz podjetij in predstavništev v tujini. Mi imamo namreč poleg sodelavcev, ki delajo v Sloveniji, tudi 46 podjetij in predstavništev v tujini. Tako da to mednarodno mentorstvo je zelo bogato, zelo krepi sodelovanje, omogoča en tak širši kulturni pogled. Potem imamo pa tudi razna izobraževanja, ki bi vam jih želela majčkeno bolj podrobno predstaviti. Več uvajalnih seminarjev imamo, že pred samo zaposlitvijo poteka en uvajalni seminar. Potem imamo uvajalni seminar za novo zaposlene, razna izobraževanja za ciljane skupine, akademije vodenja, izobraževanja iz vodenja in pa tudi za strokovne time. Zelo pomemben vidik izobraževanja in razvoja sodelavcev, kot ga mi vidimo, so tudi projektne naloge in pa dodatne zadolžitve. Se pravi, tiste naloge, ki predstavljajo mičken več, kot je sodelavec v tem trenutku nesposoben, ampak kar v tem trenutku naredi, tako da se razvija tudi po teh strokovnih in delovnih kompetencah. Ena poseben vidik pri nas je tudi delo v tujini, kar pomeni lahko tudi službene poti za krajši čas ali pa daljša napotitev za delo v tujini. Tole je slika srečanja štipendistov, to je ena oblika sodelovanja štipendistov, ki jih imamo, in je bil tak zelo prijeten dogodek, ko sem želela z vami tole deliti. In sicer so spoznali naše bivše štipendiste, ki so jim razložili, kako so potekali njihovi začetki, kaj zdaj počnejo, in so dobili pa tudi priložnost videti eno tako delo, ki poteka v farmacevtskem razvoju. Potem mogoče, da predstavim, kako poteka organizacijsko učenje v Krki. Tako, kot sem rekla, najprej je uvajalni seminar pred samo zaposlitvijo, potem ob zaposlitvi pa potekajo razne druge oblike. Najprej je mentorstvo, potem imamo kroženja, imamo uvajalni seminar za novo zaposlene, ki traja nekaj dni. Uvajalni seminar za novo zaposlene je zelo pomemben, ker sodelavci dobijo vpogled v delovanje celotnega podjetja. Razumejo, s čim se ukvarjamo, kaj je pomembno, navežejo stike, sodelovanje v prihodnosti je tako lažje. Potem izvajamo tudi nacionalne poklicne kvalifikacije in imamo tudi učne centre, ki bi vam jih želela tudi predstaviti, mičkeno bolj. Podpiramo tudi izobraževanje izven Krke, to so razni kongresi, konference, potem tudi strokovna izobraževanja iz različnih področij. Imamo pa tudi katalog izobraževanj, ki ga izdamo vsako leto. Iz tega kataloga izobraževanj si sodelavci lahko izberejo različne oblike izobraževanj, ki so za njih pomembne, jih podprejo v osebnem strokovnem delovnem razvoju in jim omogočajo lažje sodelovanje pa opravljanje njihovega dela. Potem podpiramo tudi študijo ob delu in imamo razna izobraževanja za ciljane skupine, kamor spadajo tudi akademije vodenja, različni nivoji šol vodenja in pa program za strokovne time. Organiziramo pa izvajamo tudi mednarodne konference. Tukaj je to zelo pomemben vidik za naše sodelavce, ker na ta način iz različnih strokovnih področij izmenjajo prakse, izmenjajo izkušnje, sodelovanje tudi lažje steče v prihodnje.
No, na koncu imamo pa tudi še napredno mentorstvo in pa coaching, ki ga uporabljamo za res tisti celostni razvoj sodelavcev. Tole je samo v informacijo, recimo, katerih izobraževanj je največ pri nas, to je podatek za leto 2022, se pravi, največ izobraževanj poteka iz stroke, kakovosti, potem sledijo izobraževanja iz vodenja in ostala izobraževanja. Zdaj, študij ob delu je en pomemben vidik, kjer mi kot podjetje omogočamo ali sofinanciranje študija in ali študijski dopust. In sicer recimo en tak podatek, do konca marca jih je ob delu študiralo 135 sodelavcev, od tega 31 na doktorskem ali pa specialističnem študiju. Se pravi, to je za nas pomembno, da sodelavci tudi kažejo interes, radovednost, željo po konstantnem izobraževanju. En tak pomemben projekt za nas so tudi nacionalne poklicne kvalifikacije, ker sodelavcem omogočajo, da lažje, kvalitetnejše, dobro opravljajo svoje delo in je to tudi dlje časa trajajoč učni proces. Učni centri so pa nekaj, kar se je oblikovalo 2019 in sicer gre za praktično usposabljanje za novo zaposlene v proizvodnih obratih. Razvili so se različni programi glede na delovno mesto, ki ga bo sodelavec opravljal, se pravi, imamo programe za operaterje do samostojnih tehnologov, razdeljeni so v dva dela, imamo splošni del, kjer spoznavajo osnove dela v farmacevtski proizvodnji in pa potem tudi operativni del. To pa pomeni osredotočenost na procese in stroje, se pravi, učijo se dela s tem. Ta izobraževanja vodijo izkušeni sodelavci, ki so zelo, zelo dobri v tem, kar počnejo in pa imajo sposobnost svoje znanje, izkušnje, know-how prenesti tudi naprej na nove sodelavce, na novo zaposlene. Ena posebna oblika izobraževanj, ki jih imamo, so naše šole vodenja v 3 programih. Imamo recimo mednarodno šolo vodenja, ki poteka v več modulih. To so utrinki iz 2 teh šol in sicer tukaj se osredotočamo na to, da povabimo res sodelavce, ki delajo na takšnih pozicijah, kjer bi jim mednarodno poznavanje vodenja, mednarodno sodelovanje res pomembno, koristilo, povezalo in kjer so predavatelji tako interni kot zunanji in pa se lahko tudi praktično preizkusijo svoje znanje. Potem imamo šolo za operativni nivo vodenja, ki je taka zelo operativna, to pomeni, da res trenirajo veščine vodenja, kaj je pomembno na tistem področju, ki ga upravljajo, in pa program za osnovni nivo vodenja. V zadnjih letih so se razvile še različne akademije vodenja, to so res vezane na ciljane skupine, to pomeni na specifična delovna mesta. HDM akademija, to pomeni Head of District Managers, to so vodje vodij in prav za njih se je pripravila akademija vodenja in glavni doprinos te akademije vodenja je ravno v tem, da so vsi primeri, vse izvedbe, vse znanje, ki ga dobijo, vezano prav za njih na njihovo delovno mesto. Kako uporabiti to v praktičnem primeru. Prav tako imamo potem DM akademijo, MM pomeni marketing manager, pa GM akademijo, zdaj na novo v 2022 oziroma v 2023 smo dodali pa še brand manager akademijo in pa trenersko akademijo in so to prve izvedbe. Vse te akademije potekajo v več modulih. Med moduli pa se sodelavci smo v stiku, se jim ponudi ali coaching ali kakšna drugačna oblika spremljanja. Ne pozabljamo pa niti na strokovnjake, ti so za nas zelo pomembni, tako da imamo za njih in pa za tiste, ki delajo v kakšnih projektih, tudi en tak program, ki je sedaj v mednarodni izvedbi, včasih je bil pa tudi v slovenski izvedbi, ravno tako poteka v več modulih in jih suportiramo v oblikah kreativnega dela, projektnega vodenja, sodelovanja, tako da dobijo ena taka uporabna znanja. Pri nas recimo je pomemben vidik celotnega sistema učenja in pa razvoja, da razumemo, da je to, da včasih nabrusimo orodje, pomemben
del tega, da smo uspešni, da sodelavci prenašajo svoje informacije, znanje, veščine in pa predvsem to, kako se stvari delajo pri nas na mlajše generacije in pa da tudi mlajše generacije prenašajo ogromno neke svežine, inovativnosti na nas, ki smo že dlje časa v podjetju. Pomemben vidik vseh teh izobraževanj je tudi podpora vodstva. Vodje so soustvarjalci programov, tudi izvajajo nekatere izobraževanja, nekatere predstavitve. Pomembno pa je, da so vedno tam ob zaključkih, pri podelitvi certifikatov, pri zaključnih slovesnostih. Sodelujemo pa tudi z veliko zunanjimi inštitucijami, brez njih pač enostavno ne bi mogli organizirati toliko različnih izobraževanj, toliko različnih akademij. Za zaključek bi pa pokazala še en kratek video, ki smo ga posneli, ki malo nakazuje, kako poteka izobraževanje. Najrazličnejša izobraževanja, zagotovo. Pravzaprav veliko njih, od različnih strokovnih farmacevtskih izobraževanj do raznih veščin, kot so recimo komunikacijske veščine, informatika, projektno vodenje in ne nazadnje jeziki. Ravno zdaj grem iz nemščine, tako da auf Wiedersehen. Toliko je različnih profilov ljudi, toliko je različnih znanj, starosti, narodnosti in pogledov. Vsi pa delujemo za isti cilj. To me bogati. Tisti, ki radi pojemo, pa se lahko pridružimo celo Krkinemu pevskemu zboru. Ja, nedvomno, z novimi izkušnjami. In skoraj brezmejnimi priložnostmi. Hvala. Najlepša hvala gospe Mateji Tičar, vodji HR. Regijski HR vodja. No, to je nekoliko drugače, ja. A mi dovolite eno vprašanje, koliko vas je zaposlenih v tej očitno učeči se organizaciji? Vseh zaposlenih, konec marca nas je bilo več kot 12.000. Več kot 12.000. A lahko ocenite, koliko od teh 12.000 ljudi se dejansko udeležuje izobraževanja, usposabljanja? Je to 50%, je to več ali manj? Mi želimo, da so vsi sodelavci izobraženi vsaj na področju kakovosti in tistih obveznih znanj. Seveda pa spodbujamo tudi ostala izobraževanja. Tako da zanimivo je recimo videti potem na teh razvojnih pogovorih, ko sodelavci povejo, kako so napredovali v svojih, v tem, kako se izražajo, kako povejo feedback, kako se upajo izpostaviti tudi zaradi teh ostalih izobraževanj, ki so jih deležni. Super. Pa opažate kako razliko v motivaciji, želji, volji do učenja med više izobraženimi in tistimi, ki imajo večje manjke? Dobro vprašanje. Ne vem, nisem nikoli se s tem še ukvarjala, so pa morda želje po izobraževanjih drugačne. To gotovo, ja. To je ena taka reč, s katero se mi na področju izobraževanja odraslih kar veliko ukvarjamo. To je ta Matejev učinek, tisti, ki že imajo, bodo se toliko raje vključevali, pridobivali še več in tisti, ki imajo manj, pač teže, manj motivirani in potem je ta razkorak vedno večji, ne? In vsi si prizadevamo, da bi bil čim manjši. Hvala lepa za vse.